Glavni namen knjige je pokazati, da odpadki praktično ne izginejo, ko jih zavržemo, ampak v bistvu z osupljivo hitrostjo se kopičijo in zasedajo vse več prostora na našem planetu. Prispevki, ki smo jih napisali raziskovalci s področji antropologije, etnologije in geografije, opišejo lokalne prakse, povezane z odpadki, ter predstavijo smeti kot pomemben dejavnik v globalnem omrežju proizvodnje in potrošnje. V zborniku smo med drugim želeli ugotoviti, kako ljudje v gospodinjstvih ravnajo z odpadki in kako lahko z različnimi pristopi in pripomočki, tako tehnološkimi kot netehnološkimi, v bistvu spreminjamo njihove navade in prakse ter vplivamo na to, v bistvu, kaj ljudje zavržejo. Rešitve, ki smo jih razvili, smo skušali prilagoditi ljudem in njihovim pričakovanjem. Tako smo v bistvu izvedli odmik od univerzalnega razvojnega načela one size fits all, ki še vedno prevladuje pri razvoju izdelkov in storitev k razvoju po meri ljudi. Da bi to ugotovili, smo seveda morali priti do ljudi, se pogovarjati z njimi in deliti z njimi v bistvu prostor in čas ter ugotoviti, s kakšnimi problemi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Med drugim smo razvili pametni zabojnik za smeti, ki ima oči. Odpravili smo se tudi v bolj oddaljena mesta, kot so Oslo, Zagreb, Trst, ter ugotovili, kako ljudje v gospodinjstvih ravnajo z odpadki v drugih kulturah. Potem smo tudi izvajali različne intervencijske metode, kot so metode poigritve, delavnice, usmerjeno informiranje za zmanjšanje količine odpadkov, v bistvu zlasti plastike in pa predvsem preprečevanje odpadkov. V knjigi je predstavljena tudi namizna igra, tako imenovana umazana igra, kjer so ljudje postavljeni v vlogo podgan, ki imajo cilj, da čim bolj omažejo mesto. Na ta način ljudi v bistvu spodbujamo, da razmislijo o tem, kaj so posledice, če malomarno ravnamo z odpadki. Pri intervenciji smo upoštevali predvsem načelo poigritve in smo zasnovali izdelek tako, da ljudje uporabljajo igro oziroma v bistvu, da ljudje ločujejo odpadke z veseljem in ga tudi tako prakso tudi širijo. Ker ravnanje z odpadki je pogosto odvečno in naporno delo, ko pa ga spremenimo v igro ali pa v zabaven opravek, pa se percepcija ljudi spremeni. Ljudje opravijo opravilo bolj z zanimanjem in tako ponotranjijo okolju prijazne prakse.